In za konec še na vrtove. Pravi mali raj na zemlji smo odkrili v Marinči vasi na Dolenjskem. Tam je na brežini med Starim Kozolcem in eno naših najčistejših rek nastal navdihujoč družinski vrt z zelenim srcem. Gospa Bradač, lepo pozdravljeni. Ja, dober dan. Tukaj smo neposredno ob reki Krki in že vizualna povezava z reko bi nekomu povsem zadostovala za dobro počutje. Vi pa ste vse skupaj še nadgradili in uredili vrt. Povejte mi, kaj vas je spodbudilo k temu? Ne vem, to sem očitno prinesla že na svet, neka ljubezen do rastlin. Nekako se je začelo z rastlinami, ki mi jih je kdo podaril. Potem se je pa to nadaljevalo malo ljubezensko do določenih rastlin. Sem pač ljubim hoste, pa potonke. Eno imam še od stare mame, tista mi je najbolj ljuba, rdeča. Potem pa to, ker vsako leto še kaj dosajaš. Kako pa ste se sicer lotili snovanja okolice? Zdi se mi, da imate dva dela, tistega bližje cesti, pa potem tega, ki se spušča proti Krki. Ja, prvi je nastal ta bližje cesti, potem pa kar nadaljuješ, ni konca. In prvo je nastal na drugem delu zelenjavni vrt, potem pa še razni dodatki, da lepo zgleda. Zelenjavni vrt ste zasnovali tudi v visokih gredah. Pa pridelate dovolj vsega za vaše gospodinjstvo? Ja, to je za ta hitro uporabo doma. Drugače imam pa še njivo, tako da pa še tam nekaj pridelam. In kako velik je vaš vrt? Ja, vrt je približno 1800 kvadratnih metrov s hišo vred. Jožica Bradač je okolico doma začela urejati pred približno 20 leti. Navdih pa je dobila med obiskovanjem vrtov po Sloveniji in v tujini. V mislih se ji je postopoma izrisovala idealna struktura zelenega prostora. Osnovno ogrodje njenega vrta danes tvorijo drevesa, med katerimi prevladujejo listavci, in lesena ograja, ob kateri je posadila večje rastline zadaj in manjše spredaj. Vidno vlogo imajo na vrtu tudi kamniti zidovi in škarpe, pravlična lesena vrata ter stari kozolec. Že ko se pripeljemo k vam, opazimo velik kozolec toplar. Kdo ga je postavil in čemu služi? Ja, postavil ga je moj dedek. Kozolec je star zdaj že kar 120 let. Ko sem bila jaz majhna, je bil skrit še slamo, zdaj pa služi kot garaža. Dajva se še malo sprehoditi po vrtu. Kakšne kotičke imate vse urejene? Pri kozolcu se začne kurišče. Včasih pečemo kostanj v jeseni, potem malo nižje je pač ena lopa, ki jo moški uporabljajo, kadar je piknik. Potem mizica za posedanje ob kavi, še nižje ob Krki pa tudi en del kurišča in miza za hladiti poleti, ki je zelo vroče. Se pravi, da je tisti del ob Krki prav vaš? Ja, en del je naš, v bistvu so 3 parcele, urejam pa jaz. S ceste, ki zavije okrog hiše, mimoidoče pozdravijo srce iz bršljana in travniške cvetlice, ki se razraščajo v škarpah. Da kosilnica med košnjo trate ne zaide med okrasne rastline, so obrobe gredic zasnovali z železniškimi pragovi, ki so nekoliko nižji od zelenice. Kraljice okrasnih gred so hoste. Strastna zbirateljica ima na vrtu posajenih okrog 150 različnih sort. Ker je družinski vrt prostor za refleksijo in sprostitev, je lastnica zanj izbrala okrasne rastline v mehkejših barvnih odtenkih. Rožnata, bela in nežno-vijolični pridih podarjajo okolici umirjeno noto, ki je dobrodejna zlasti sredi vročega poletja. Tudi veliko okrasnih elementov imate v vrtu, mi jih malo opišete? Skale so pač pri hiši že bile, malo smo jih očistili in so pač stopile do izraza. Mlinski kamni so pripeljani, so kot nek dodatek v
v vrtu. Opazila sem tudi neke kokoške, ki kar skačejo ven iz grmovja. Kaj imate to? Ja, to so pa ene glave, ki jih dela moja prijateljica Vlasta, ki se ukvarja s keramiko, tako ljubiteljsko, in potem vedno, ko pride na vrt, prinese nekaj s sabo, da ostane na vrtu. Tudi kovinskih elementov v slikoviti okolici ne manjka. Spretni mojster, ki oblikuje kovinske izdelke, je Jožičin soprog. Izdelal je tudi privlačne oporne elemente za potonike in srobote. Kateri pa je vaš najljubši kotiček na vrtu? Ja, najljubši kotiček je ob zidcu, no, za mizico, kakšno revijo prelistam in spijem kavo in gledam na Krko. No, to mi je najljubše. Kakšno pa je vaše sobivanje z elementom vode, torej z reko Krko? Ja, meni je to kot vsakdanji prizor, ker sem to tukaj že od mladosti. Za tistega, ki pa pride, pa mu je to res nekaj očarljivega. No. Se kdaj tudi turisti tam ustavijo? Ja, včasih pride kdo posedeti, ribiči zelo radi. Pred časom so tam posneli tudi eno televizijsko serijo, ki se ji reče Reka ljubezni. Ja, takrat je bila še velika vrba žalujka, ki se je pač posušila, in zdaj smo zasadili novo, tako da čaka na velikost. In mogoče na kakšno novo ljubezen? Mogoče, ja.